Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno magister Rado Pezdir in Bojan Požar, pogovarjamo pa se o Cerarjevih fatalnih ženskah. Zdaj, Bojan, Rado, nekaj smo že v prvem delu načeli tudi te zasebne spremljevalke predsednika vlade. Ne? Bojan, ti si postavil neko tezo, da se vse zelo vmešavajo v njegove odločitve, pa bi rad sam dodatno preveril, ta aktualna, zdaj je veliko mlajša partnerka Mojca Stropnik, ne, tudi bivša zaposlena v kabinetu. Vendarle upam, da boš rekel, da ona se ne vmešava. Ne se vmešava, ampak to bi te popravil, Ljuš, to ni moja teza. To so informacije, ki prihajajo iz kabineta predsednika vlade, iz Gregorčičeve, predvsem pa iz vodstva stranke SMC. Mislim, jaz tukaj dopuščam, da gre za neke, kako bi rekel, tudi neke njihove medsebojne obračune, ne? Ja. Zlasti zdaj, ker se bliža kongres, ne? Ampak kot zanimivost naj povem, ne? Ja. Da sem dobil pred par dnevi eno anonimko, anonimko, pač to je običajen vir, ne, iz teh političnih krogov, dolganih 3, celo malo več, 3,5 strani, ampak celo tega drobnega tiska, ki opisuje pravzaprav ta zasebna, intimna razmerja znotraj tega aparata na Gregorčičevi, ne, zlasti Cerar, pa njegov kabinet in vodstva SMC-ja, ne. In kaj je zanimivo pri tej anonimki, je to, da pravzaprav vse, kar sem doslej nekako preštudiral, se sklada z tem, kar se je pravzaprav dogajalo in tako vemo tudi že iz javno dostopnih virov. Ne? Zdaj, ne bom govoril tukaj o Zdenki Cerar, prvi soprogi, ker itak mislim, da jo ti boljše poznaš, Ljuš, ker sta bila prej, mislim, da kolega, ne, na ministrstvu, ne? Ampak takrat Cerar tudi, če ni bil predsednik vlade. Danico misliš, ne Zdenko. Pardon, Danico se počujem. Sodelavci so bila, ja. Ampak takrat on itak še ni bil predsednik vlade, ampak Vesna Alenšek, ne, gospa, s katero je on postal predsednik vlade, ne, ki je stala takrat za njim na volitvah, ko je on naredil tisto zmagovito torto, ne, ona je recimo kadrovala veliko po poslanski skupini SMC-ja. Ona je takrat tudi skadrovala tiskovnega predstavnika poslanske skupine SMC, ne, in zanimivo, ne, ko se je Cerar z njo razšel, ne, je pri Cerarju izgubil zaupanje cel ta klan, ne, od Vesne Alenšek, pravzaprav cel dolenjski klan. Recimo kmalu potem je Cerar zamenjal tudi svojega svetovalca za nacionalno varnost, ne, gospoda Francija Povšeta, ne, ki je sicer dobil odlično službo, ne, Rado, ne vem, če veš, on je zdaj svetovalec za korporativno varnost pri Savi Re, ne. Ti bivši vodilni policijski strokovnjaki dobivajo zdaj te svetovalne funkcije kot Marko Pogorelc, ki imajo veliko problemov z varnostjo. Ampak hočem reči, on je recimo predstavnik tega dolenjskega klana, če tako rečem, ne, ki je prišel na pozicije preko prejšnje soproge, oziroma pač spremljevalke Mira Cerarja, to je Vesne Alenšek. Ne. In zdaj, če se vrnemo, samo še to, ali če se vrnemo, bom rekel, tem potezam Mira Cerarja, zanimivo je, ne, kako se je on razšel za Vesno Alenšek. Ne tako, da je po moško rekel, lej, danes prosim zapusti stanovanje. Ne. Ona je šla recimo na obisk čez praznik k staršem, ne, in ko je prišla domov, so se njeni kovčki znašli pred vrati. Ne. Hišo so pa obkrožali varnostniki predsednika vlade. Ne. Zdaj, obe dve njegovi drugi spremljevalki, ne, v tem času, ena je pač Tina Štrafela, ki je sicer neuradna spremljevalka, nikoli je ni uradno priznal, in ta Vesna Stropnik, s katero zdaj Mojca Stropnik, s katero zdaj živi skupaj, ne, obe dve pa sta uslužbenki njegovega kabineta, ne. Ne. Sicer nobene od teh ni več tam, ne. Tina Štrafela je šla v Bruselj, Mojca Stropnik je pa zdaj odvetniška pripravnica v Mariboru, ne. Skratka, te povezave so ves čas ne čisto zasebne, ampak se ves čas, kako bi rekel, pletejo v kabinetu, izven kabineta, prihajajo in odhajajo in tako dalje. In zanimivo je to, ne, Miro Cerar je zamenjal v tem mandatu, ne, bistveno več svojih zasebnih spremljevalk, ne, kot je recimo zamenjal teh neuspešnih ministric. Ja, to drži. Rado, kaj nam to pove o sposobnosti sprejemanja odločitev predsednika vlade pa v njegovem karakterju? Zelo težko presodam. Vidi se pa, da mu nekaj ven seka, ker če se spomnite, ko je bil Juncker v Sloveniji in pa ga je Juncker vprašal, če sekse, ne? Ja, pijan kmetavza, ga je vprašal, pač stari, a ti kaj jebeš, ne? In v bistvu je odgovoril, da v bistvu da je nek težek jebač, ne? In zdaj, realno gledano, v taki situaciji se normalen detskaj samozavesten zajebava, ne? Se zafrkava, ne? On po njemu se pa je prav videl, da je hotel povedati, lej, stari, jaz sem tudi neke vrste car v tem smislu, ne? Kaj je izpadalo patetično, ne? In v takih okoliščinah, ne, čeprav je imel kar javlja nasprot sebe
izpade ubožec, izpade nekdo, ki ne more kontrolirati lastnega življenja, ima pa iluzijo, da lahko kontrolira vlado in to iluzijo mu seveda jačajo neke metafizična verovanja. Ne? Kot mislim, da zdaj nekako ta vlada metafizično veruje, da so ankete ponarejene in da imajo vsi 60% pred novimi volitvami. Ne? Zdaj, kako pa on potem po teh svojih osebnih relacijah vzpostavlja relacije na operativni ravni, je pa zelo težko reči. No? Ampak očitno je, če bi tacega tipa srečal v bifeju, bi rekel, da je stari, malo se umiri, en pil spi, pa ne, kakšno ugovorno normalno. Da je Miro Cerar, pa zapravo zdaj, tisti predsednik vlade, ki mu je, tako pač pravijo. On je kaj en pifler, ki je prišel enkrat do pozicije in zdaj dokazal sem, da on ni pifler nikoli bil, da je on tudi tako velik frajer, tako so bili ostali. Ja, to se meni skozi govorili. Hočem reči to, da vsi tisti pač, ki ga poznajo odprej, Mira Cerarja in takih ljudi, jaz kar nekaj poznam, pripovedujejo, da je njega ta funkcija res popolnoma spremenila. Njemu, recimo, on je eden tistih, ki mu blazno imponirajo ti službeni avtomobili. To se spomnite takrat že v pogajanjih, ko je prevzemal oblast, je Bratuškovo prosil, da bi kupila BMW-ja, mislim, to veliko pove, tudi v njegovem značaju. Imponirajo mu varnostniki, imponirajo mu pa zapravo vse te ženske, oblečene v te temne nogavice, v te temnomodre kostime in tako dalje, ti mobilni telefoni in tako dalje. Njemu pa zapravo je dejansko všeč ta vizualna pojava, ta vizualni format te oblasti. Vprosti boje ne močne ženske, kot zdaj vidimo, ampak neke take tihe miške tam, neke stafrke, veš, če bi to bil kakšen drug politik ali pa z kakšne druge države, bi verjetno danes že feministke razglabljale, kako je zloraben položaj in tako naprej. Ob tem, Aljuš, predstavljaj si, da bi to bil kakšen drug, kot si rekel, politik. In kaj bi se zgodilo v primeru, recimo, če bi Cerar je edini politik, ki je začel pa se bo hoditi z dvema članicama svojega kabineta. Tega primera še ni bilo tukaj. Tega primera o Drnovšku se je govorilo, ampak pač o Drnovšku se govorilo razne stvari, ampak Miro Cerar je pa dejansko, to smo vsi vedeli, na koncu je tudi eno od teh zvez je tudi legaliziral, drugo je poslal pa v exil, v Bruselj. Ob tem je pa Miro Cerar tudi tisti predsednik vlade, ki bi rekel, najšibkejše reagira, ko ga Juncker zarit šlata tam, na teh sejah Evropskega sveta. Tako da to tudi veliko pove o karakterju. Mislim, da je to rado, je pa je to krasno opisano. Plenković pa ostali saj pokažejo, da jim je neprijetno. Miro pa se verjetno počuti počaščen. Ampak če gremo zdaj malo naprej še, ker teh fatalk oziroma totalk, političnih totalk je še kar nekaj. Če pogledamo zdaj šolstvo, Maja Makovec Brenčič, afera na dveh nogah. Njeno predhodnico Stanko Setnikar Cankar je odnesla afera dodatki. Vmes je bila nesrečna Klavdija 2 dni ministrica s ponarejenim magisterijem in potem pride Maja Makovec Brenčič, ki je pa ne do komolcev, ampak do ramen v aferah z dodatki. Tako na NAKVIS-u, na Agenciji za kakovost za visoko šolstvo, kot na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. In ona je recimo zdaj ministrica. In v mandatu svoje ministrskem tudi ne uresničuje 2 ustavnih odločb in tako naprej. Skratka, nič od nič spet, ampak pri Miru tu zapisano v zvezde jo ima najraje. Kako zdaj spet to si razloži? Jaz tudi, Aljuš, mislim, da ona zdaj če pogledam malo nazaj, ona pravzaprav že od takrat, ko je se začelo govoriti, da bo postala kandidatka za predsednico države, mislim, da od takrat ona praktično več sploh ne dela na ministrstvu. Bila je v tisti kandidaturi, bila je v kampanji, zdaj je bila na olimpijskih igrah 14 dni v Pjongčangu in tako dalje. Tako da se mi zdi, da pravzaprav, nekako preživlja zdaj to kot neke medene tedne, brez moškega, in je to pravzaprav nenavadno. Mislim, da se funkcionira tako, kot pač se da funkcionirati v tej vladi. Zdaj, kakšen je pa odnos, bom rekel, po tej prijateljski plati z Miro Cerarjem, to mi pa ni čisto jasno. Ne vem, mogoče to vidva kaj več. Jaz mislim, da je treba po kontekst Maja Makovec Brenčič pogledati malo dlje v preteklost. Če se spomnite, je Spomenka Hribar v času vlade Boruta Pahorja že prišla ven s tem imenom in za njo se je vedel, da ima izrazite politične ambicije. Premierske. Ja, tako da se v teh ambicijah vidi zelo visoko. In predsednica republike bi rada bila, se kandidirala. To je ta prva njena okoliščina. Ta druga njena okoliščina, v kateri jo moramo gledati, je, da je iz tega klana Univerze v Ljubljani, iz katerega je tudi sicer SMC in sam Miro Cerar načrpal polkan enih ljudi
večino teh ljudi akademsko ni bilo niti zelo uspešno in se jim je tudi tam karijera končala. Ja, ona je pa Mramorju težko nosila, ne? Na fakulteti pa na univerzi. Veš, se pravi, upaše v ta profil Mojc Stropnik in Tin Štrafel, se pravi teh tihih mišk, ne, ki so simpatične in dobra družba. Ja. Ki hočejo biti v akademskem svetu politiki, bodi si na univerzi, bodi si v državni politiki. Ne marajo svoje akademske karijere, vidijo jo samo kot odskočno desko. In njena prednost je seveda bila, ne, da je 90% ministrstva za visoko šolstvo vedno usmerjeno tako kot Mordor proti univerzi v Ljubljani, tako da pa je ona ven prišla. Ne. Ja, to je res. Ja, to je res. Ja. Pričemer ima, ona je tudi, to je pač treba na nek način priznati, ima ta, kot si rekel, politično komponento, ona se v bistvu iz teh kadrov okoli Gregorja Golobiča zaresa in tako dalje, to je v bistvu njena politična baza, ne. Po drugi strani je pa študirala marketing, ne, to se pa ne tudi pozna, ne, se ona ima na nek način recimo bolj všečen nastop kot recimo Milojka, ne, pa minister za finance, ne, v tem je v principu boljša že ta fotografija, ne, ki jo je prej tukaj Aljuš pokazal na ekranu, ne, je malo drugačna v tistih dveh. Kaj se potem to ni poznalo na predsedniških volitvah, Bojan, no? Kako? Tam pa na predsedniških volitvah siln vložek. Ne, se je hoče reči, ona pač ima nek nastop, ne, je pa vprašanje, koliko je ta nastop kredibilen, očitno ni, ne, ampak hoče reči, nek bolj všečen ženski nastop pa ima, ne. Za pogledati je, ampak kaj je to kvalifikacija za ministrico? Verjetno ni, ne? Ne, za modno pisto, ne. Ampak, tisto, kar sem hotel reči, tam tudi njej se je zgodilo zamegljevanje realnosti. Če se spomnite, ko je bil sprejem zlatih košarkašev, ne, je na vsak način udarilo na tisto tribuno, čeprav je vsem odprej že jasen, da politiki na takih prireditvah doživijo samo žvižge. Tudi Zoran Janković v Ljubljani doživi žvižge, če si to prvoš ali pa če več kot minuto traja njegov nagovor. Kar pomeni, da sem jaz skeptičen v tem, koliko je ona dejansko dobra v operativni politiki, ali jo je pa že prijel enostavno ta virus, da so neka nadkasta. Tudi tisti je bil sam, mislim, popoln, tisti je bil takšen debakl je bil, ne, že z tega vidika, ne, recimo, to so igrali so košarkaški milijonarji na nek način, ne, Goran Dragić, Dončić, tako dalje. Ona jim je pa tam delila, ne, vsem skupaj 50 tisoč evrov bruto. Zdaj smo zvedeli, ker morajo plačati davek, prije 2500 evrov po glavi na košarkaša, ne, mislim, žalostno res. To je neverjetno, ja. Sej tudi njena kandidatura. Ampak najbolj srhljivo je pa to, kar je Rado rekel, ne, vsi smo vedeli, da bi ljudje tam žvižgali komerkoli, Jankoviću, Cerarju, Pavlu, komerkoli. Ampak ona je bila tako neumna, da je šla tja in to počela, ne. Ja. In še verjetno misli, da so jo neopravičeno žvižgali. Ampak najboljše smo pa prihrajali za konc, evo, to vam pa moram povedati. Zdaj pa premierno kažemo gledalkam in gledalcem, ne vem, če so že kdaj videli to fotografijo, namreč na fotografiji je gospa Alenka Smrkolj. Če niste vedeli, to je ministrica za razvoj in kohezijska sredstva v vladi Mira Cerarja, ne. Zdaj, imenovana je bila, mislim, da novembra 2014, se pravi, že več kot 3 leta je ministrica in za njo v bistvu nihče ne ve, kaj dela, tudi nihče ne ve, ne. Kako je to možno, recimo, v eni državi, da si minister 3 leta in da nihče ne ve zate, ne. Pa to ne na resorju, recimo, za Slovence po svetu, ne, tako kot gospod Žmavc, tisti nekako toleriramo, da nobenega ne zanima, ampak evo, to je pa ključen resor, razvoj in kohezijska sredstva. 3 milijarde 200 milijonov ima gospa pod sabo. Jaz mislim, da je SMC zelo zadovoljen z njo, ne, ker je ena izmed redkih ministric, ki pač to gobec drži, da benga sranja ni naredila. Zdaj, ampak kaj pa mi, državljani? Za nas bi bilo povsem, če to ministrstvo sploh ne obstaja, ampak gre pod ministrstvo za gospodarstvo, ker tam so funkcije institucionalno bistveno bolj prekrižane, ampak mi imamo to ministrstvo očitno zaradi tega, ker bruseljski birokrati, tako kot kulturniki, hočejo imeti svoje ministrstvo. Ampak ni se je to, Aljuš pa Rado, ne, 90% politikov SMC v tem mandatu je neprepoznavnih, ne. Poslancev, pa zdaj bomo se skoncentrirali, pa bomo našteli mogoče 5-6 poslancev. Jaz intimno mislim, da je Jani Möderndorfer šef poslanske skupine SMC, čeprav vem, da je to Simona Kustec. Ne? Jaz sem bil enkrat povabljen na kot gost, sem bil na parlamentarnem odboru za kmetijstvo v povezavi z Magno, ne? In sem sedel zraven Fištovca, ne? In so tam bile neke diskusije, nekih žensk, 3, pa enega moškega, ki jih nikoli, pa spremljam politiko, pa nisem vedel, kdo so. In sem spraševal Fištovca, župana, tudi on ni vedel, in potem smo enega spraševali, da je rekel, to so vse poslanci SMC-ja. Veste, da so govorili eno in isto, kot da bi bil nek isti tekst napisal. Hočem reči, po 3 letih
novinar, ki spremlja politiko, pa mariborski župan, ne, ki je politik, ne ve, kdo so poslanke in poslanci SMC-ja. In pri tej ministrici je popolnoma enako. Jaz si tak mislim, da je to, jaz sem ves čas mislil, da je to, da smo sliko zamenjali. Ne vem, Rado, ti se bo spomnil, ena poslanka Državljanske liste, ki dela na televiziji, PR-ovka, pa sem zdaj pozabil po ime, ki je vizualno, bom rekel, podobna tej ministrici in sem ves čas mislil, da se malo motimo, pa da je to ona. Ampak ja, da je to ministrica. Si pa dobro, zdaj zadev v bistvu. Ne? A veš, ko gre Miro Cerar na Odmeve, ne? Ko nek šolarček reče, vsi vemo, kdo je Bojan Požar. Ne? In zdaj lahko mi vrnemo, Miro, Ben ne ve, kdo so te tvoje ženske, ne? Vključno z njim. Ne? Zdaj slišim, sem danes bral na Twitterju, da mu je Božidar Novak predlagal Miro Cerarju, ki drug teden začenja kongres v Mariboru, ne samo CEA, mislim 10. marca, da bi tam začel z besedami, ne vsi vemo, kdo je Bojan Požar. Božidar Novak je tudi prekinil z enim svojim tweetom akcijo Mira Cerarja Ustavimo sovražni govor, ne? Ker mu je odspod napisal, Miro, kaj boš delal po volitvah? Takrat je bilo konc preganjanja sovražnega govora. Dobro, 30 sekund, če imamo do konca. Bojan, zelo nakratko, če lahko, kako boš ti po zmagi na volitvah kot predsednik Liste novinarjev Bojana Požarja kadriral boljše ženske, da ne bomo zdaj imeli napačne predstave o nasprotnem spolu, da so tam sam nesposobne predstavnice? To sem malo presenečen, ampak Kaljuš, jaz sem vedno bil obkrožen z ženskami, ki imajo trden karakter in ki imajo lastno kariero. Se to ti učitajo, ne učitajo ti podporo hčerke, pa pastorke, pa partnerke. Kako bi rekel, bazen, kadrovski bazen, iz katerega bi jaz črpal pri nežnem spolu, je drugačen od tega Cerarja. Drugačen in ta prav je. Ja? No, zdaj si naj pomiril z Radotom, verjetno. Okay. Bojan, Rado, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Po oglasih pa vam bomo povedali, zakaj je koprski župan ostal brez svojega glavnega svetovalca.